Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. Dobrodošli na novi epizodi Alumni Connect podcasta. Danes je z mano Marja Milič. Marja Milič vodi svoj podcast, ki se imenuje Money How, na katerem želi razširiti finančno pismenost čez vse generacije, tako starejše in tudi kot mlade, zato ker nikoli nisi premlad, da začneš varčevati za pokojnino. Prav tako je soustanoviteljica platforme Business Space, na katere na podjetniški način z sovoditeljem širita finančno pismenost. V redu, potem pa, glede na to, da si omenila, da si bila na faksu nazadnje približno 1 leto nazaj, če pa pogledaš fajn nazaj na tvoje študentsko obdobje, kaj so tvoji najljubši spomini na ekonomsko fakulteto? Zagovor diplome. Ja, tako kot sem povedala, ko ste me kontaktirali, sem vam povedala, da nisem bila najbolj pridna študentka. Prve 2 letnika sta mi bila zelo s težavo sem naredila, moram priznati, mukoma. Ker takrat je bil malo drugačen sistem, kot je danes. Takrat smo imeli, pač ni bil bolonjski, ne. In vleklo se je. Veliko je bilo neke, meni osebno, nepotrebne teorije. Spomnim se, da smo se pri enem predmetu mogli celo na pamet napifljati neke odgovore. Tisto mi je bilo tako, zakva? Ni mi bilo jasno, ne, tako da tisto mi je bilo kar težko. Tako da v 2. letniku sem se potem odločila, sem si privoščila malo pavze. Sem pavzirala 1 leto in v tistem letu sem v bistvu se nekako poskušala sestaviti, kaj v bistvu sploh želim v življenju početi, ne. No, in potem sem prišla nazaj, 3., 4. letnik, moram reči, da je bilo veliko bolj zanimiva vsebina, veliko bolj praktična in me je pritegnilo k študiju. Tako da 3., 4. letnik je bilo top. Prva 2 letnika je bilo pa tako, da sem želela v bistvu pustiti faks. Pa si se potem v 3. pa 4. usmerila v kakšno specifično smer? Ja, takrat smo izbirali smer management, sem izbrala, takrat smo imeli tudi zelo take zanimive predmete, veliko praktičnih primerov smo imeli že takrat, ne, tako da takrat me je to dejansko tudi res pritegnilo. Meni ni všeč pifljanje definicij na pamet. Jaz tega ne razumem, zakaj je to potrebno, ne, če želiš vedeti definicijo na pamet, danes enostavno pač pogledaš Google in je to, ne. Bolj se mi zdi pomembno, da se pogleda s prakse, da se te stvari nekako spoznaš, kako stvari v življenju dejansko funkcionirajo. Jaz kot študentka sem zelo veliko delala in tako tudi nabirala veliko znanja, izkušenj in tukaj se mi zdi, da dejansko dobiš tisti vpogled, kako gospodarstvo, ekonomija zares deluje. Če si pa samo na faksu in se dudlaš iz knjig, mislim, da to je absolutno premalo. Proaktivnost študentov. Proaktivnost na vseh področjih. Ni potrebno hoditi v službo in biti plačan, lahko tudi v bistvu sama raziskuješ, karkoli te zanima. Pa ni mus, da je vezano na faks, na to smer, ki jo študiraš. Pomembna je danes širina in da imaš domišljijo, da si kreativen. To se mi zdi danes taka dodana vrednost, da greš izven nekih okvirov, da stopiš ven iz cone udobja in greš v neznano. Saj danes se tako v bistvu disruptira celotna finančna, ekonomska v bistvu panoga. In v bistvu danes študenti ekonomije morajo se zavedati, da se časi se spreminjajo in to z svetlobno hitrostjo. Finančna panoga recimo doživlja totalno preobrazbo in tega se je treba zavedati. In ne živeti v nekem prepričanju, ko boš pa ti faks naredil, da boš pa dobil službo v neki banki ali pa zavarovalnici ali pa DZU-ju ali pa v nekem računovodskem servisu. Mogoče bo potrebno neka dodatna, neka drugačna znanja. Lahko še to povem, da ko sem v bistvu bila v 4. letniku, že v bistvu bistveno prej, sem se začela ukvarjati z novinarstvom. Ampak v 4. letniku oziroma, 4. letnik se mi zdi, da sem že začela pisati za nekatere medije in takrat sem v bistvu kot ekonomistka postala na nek način novinarka, ne. Tako da jaz sem v bistvu bila zaposlena 15 let na Financah, kot v bistvu, mislim, da sem bila po moje edina v Sloveniji kot specializirana za področje osebnih financ. To je pa zelo praktično, ja. Moram priznati, da je to, ko sem v bistvu, najprej sem začela na reviji Menedžer delati, ker me je Vita Canko Javornik, ona je bila moja mentorica.
takrat sem pokrivala bolj menedžerske teme. Potem sem pa dobila priložnost pokrivati teme iz področja osebnih financ. Sprva sem rekla, ok, jaz nimam pač veliko pojma o tem, ampak sem rekla, dobro, to zna biti pa mogoče celo praktično, to lahko uporabljam v svojem življenju. In dejansko se je izkazalo to za zelo, zelo uporabno znanje, ki sem ga v bistvu tekom leta pridobila. Torej, si potem se bolj za te osebne finance si začela bolj raziskovati, potem, ko si že delala kot novinarka ali že prej na faksu? Kdaj te je to zagrabilo? Jaz sem rekla, da sem se prav noter vrgla, ko sem začela delati na financah, na mojih financah. Takrat ko sem začela odkrivati ta svet, sem v bistvu not padla, po domače povedano. Tako da ja. In zdaj, glede na to, da si se mogla zelo hitro obrniti pa prilagoditi na novo delovno mesto, potem, ko si začela tudi kot osebna novinarka delati, katere kompetence misliš, da si največ rabila na tem delovnem mestu? Obrniti. Jaz nisem nikoli delala, znanja, ki sem jih pridobila na ekonomski fakulteti, v bistvu nikoli nisem v praksi uporabila. Ker enostavno teh znanj jaz tukaj na ekonomski fakulteti nisem dobila. To je bilo vse na novo se treba naučiti. Nismo imeli predmeta osebne finance na ekonomski fakulteti, čeprav je pred davnimi leti dejansko ta predmet tudi obstajal. Aha, in koliko časa nazaj to približno? To je že ful nazaj, to je mogoče 15-20 let nazaj. Okay. Peter Groznik pa, ne vem točno, kdo je bil nosilec takrat, ne vem, ne spomnim se, ampak vem, da je obstajal, ampak ne prav dolg časa. Verjetno takrat ni bilo toliko interesa, tudi sama pač zanimanje med mladimi mogoče ni bilo tako. Moramo se zavedati, da kapitalski trgi v bistvu pri nas v Sloveniji obstajajo dobrih 30 let, Tako da to v bistvu šele zdaj dobil ta interes, tak pospešek med mladimi. In potem, ko si začela pisati za časnik Finance, zdaj na kak način si se lotila tega raziskovanja osebnih financ? Tukaj je bilo enostavno pač bereš, sprašuješ, raziskuješ. Jaz sem zelo radovedna oseba že po naravi, to je pač en tak plus. Ni me sram vprašati, ni mi težko povedati, da ne vem, da ne razumem. Tako da to je edini način, da se v bistvu naučiš. Je pa tako, da velikokrat sem se pač rabila usesti pa naštudirati kakšne stvari. Imela sem res srečo, da sem ob sebi imela perfektnega mentorja, to je bil Andraž Grahek, ki je tudi hodil sem na ekonomsko fakulteto in on je v bistvu meni dal neverjetno veliko znanja za področje osebnih financ in tehnike pisanja. Ker to pa tudi ni... Vsak medij ima neke svoje zahteve in tudi na financah je bila določena tehnika pisanja in tukaj je res Andraž Grahek pa Vita Canko Javornik pa Matjaž Nidorfer so bili glavni playerji pri meni, ki so v bistvu nekako me vodili. Ampak kamorkoli greš, se nima veze, vedno se je treba pač prilagoditi okolju, kjer si, naučiti pač, kako se tam pač dela, funkcionira, kaj je relevantno, kaj ni in pač tako to je, Ni tako, da ko ti prideš iz faksa, da imaš pa ti zdaj vsa možna znanja in vse živo, kar potrebuje podjetje, ampak veliko stvari se je pa treba tudi naučiti, Recimo danes, kdo uči content marketing ali pa recimo, ne vem, uporabe v sodobnih socialnih omrežij v marketingu pa take stvari, Mislim, to so vse stvari, ki se jih je potrebno v bistvu naučiti. V bistvu je dosti fajn, da si samouk, pa da si radoveden, da raziskuješ. To se mi zdi zelo pomembno za mlade danes. Torej, vse tvoje znanje o osebnih financah, o investiranju, o bančništvu splošno je prišlo ravno iz tega osebnega raziskovanja? Ja, pa to srečo sem imela, da sem pisala, da sem v bistvu se preživljala s tem. Jaz sem v bistvu raziskovala te teme in hkrati v bistvu pisala članke, šla tudi v globino, ugotavljala, spoznavala sem številne finančne pojme, ki jih v bistvu na faksu nikoli se nismo učili, niti v osnovni, niti v srednji šoli. Tega znanja pač enostavno ne more, tudi današnji mladi tega znanja nikjer ne dobijo. To je v bistvu zelo škoda, ker to je zelo pomembno znanje za življenje, ker vsi vsak dan rokujemo z denarjem in jaz tega res ne razumem, zakaj ni na strani Zavoda za šolstvo tega interesa, da bi mladim dali to znanje. Tega jaz res ne razumem. To je še po moje eno izmed mnogih vprašanj, ki bi jih lahko postavili Zavodu za šolstvo. Veliko vprašanj bi jih lahko postavili. Ja, smo že večkrat tudi imeli posvete, ker smo tudi na ekonomski fakulteti. Ekonomska fakulteta je podpirala tudi naša prizadevanja za finančno opismenjevanje. Ja, pač enostavno so tudi druge
pismenosti, ki so relevantne, od digitalne, ne samo finančna in tako dalje, matematična in ne vem kakšna, bralna in ne vem kakšna pismenost, to se živo, a ne. Vedno se odlaša, vedno je finančna pismenost tista, ki, okej, to lahko še počaka, a ne. Denar ni toliko relevanten za recimo mlade, to šele pol pride, a ne. Čeprav meni, ko tako malo razmišljam, se mi zdi, da sta digitalna pa finančna pismenost zelo prepleteni. To sta zdaj postale zelo prepleteni. Zdaj, še posebej zdaj, tudi z razvojem tehnologije lahko človek pričakuje, da bodo postali še bolj prepleteni, z tem spletnim bančništvom, potem ko noben več ne kešira čekov, pač vse gre preko spletne banke. Ja, in recimo nekako v osnovnih šolah se že učijo osnove financ oziroma ravnanja z denarjem v 5. razredu, ampak moram povedati, da govorimo tukaj o gospodinjskih financah. Se pravi, kaj je budžet, prihodki, odhodki, imajo en mini segmentek o tem, kaj je borza in pa kaj so vzajemni skladi ter delnice, ampak večina učiteljev gospodinjstva je v stiski, ker teh tem ne zna pojasniti mladim in od mladih zahteva, da se definicije učijo na pamet, kar je meni totalno skregano z vso logiko. Ne, in potem seveda v srednji šoli v sklopu državljanske vzgoje imajo pa tudi sedaj en del finančne pismenosti, ker pa spet so problem učitelji, ki tega znanja nimajo in enostavno tudi ne sledijo sodobnim trendom. A ne? To zna biti tudi velik problem. Recimo, učitelji ne vejo, da obstajajo instantna plačila, recimo, kar je v bistvu danes nekaj čistko, mislim, to pač moraš vedeti, a ne. A ne, potem, da imamo možnost trgovanja preko discount brokerjev, da imamo frakcijsko trgovanje in tako dalje. To so vse stvari, ki jih enostavno treba spremljati. In ja, učitelji imajo probleme pojasnjevati in to zna biti kar mal problem. Tako da stvari se je treba lotiti sistematično, kar se tiče finančnega opismenjevanja. A se ti zdi, da je 5. razred primerna starost, da se otroke začne učiti o delnicah, pa o borzah, pa teh stvari, ali bi bilo mogoče bolj, kako, ne vem, varčuješ na pameten način, kako lahko s svojim denarjem upravljaš? Kaj pa je recimo pametno varčevanje? Da imaš denar na banki? Ne, mislim kot za otroka, ki je v 5. razredu. Kaj bi ti kaj bi ti jaz naredila? Imam 2 otroka, en je star 11 let, drugi je star 15 let. Jaz sem v bistvu že, ko sta bila stara, ne vem, 4 leta sta začela spoznavati osnove osebnih financ, ne. Wow, okej. Je seveda, zakaj? Mi, ko otroku preberemo prvo pravljico, ga v bistvu okužimo z nekim bogastvom. Imamo že takrat se otroci spoznavajo socialne razlike, slišijo za lepe prince in kraljične v lepih gradovih in za boge pepelke, ki morajo trdo delati za to, da, a ne, mislim, že takrat v bistvu spoznavamo socialne razlike in ko je moj otrok prišel domov iz vrtca, me je vprašal: "Mami, a smo mi bogati?" Takrat je čas, da se začneš pogovarjati o teh stvarih. Sicer na zelo otroški način. Ne. Tako. Si naredila tudi nekaj epizod podcasta za svojim 15-letnim sinom, ne? Eno epizodo sva posnela, zelo težko sem ga prepričala v to, moram priznati, ker najstniki imajo čisto druge prioritete v življenju. Ampak ja, on v bistvu je odraščal v družini, ker smo se o denarju zelo veliko pogovarjali. Marsikdo nima te sreče, bom rekla. V številnih domovih je to tabu tema, kar je v bistvu zelo škoda, ker vsi smo konec koncev, vsi moramo upravljati z denarjem. Tako da ja, on spremlja stvari, zelo odprto razmišlja in ja, jaz sem v bistvu zelo ponosna na oba svoja sinova. Tudi recimo mlajši sin recimo je šel, mislim, da en teden nazaj gledati Money Explained na Netflix, 11 let star. To je pa super, to je pa ful dobro. Ja, in to samoiniciativno grejo. Tako, in na kak način gledate, kaj je njuna perspektiva na osebne finance ali pa na primer v, ne vem, tele družinske finance, gospodinjske? Kako bom rekla, ona dva v bistvu si mislita, ona da konstantno poslušata o tem doma, a ne, tako da mogoče na vsake toliko časa rabita malo brejka, ker tega je res veliko, ne, ker se skozi o tem pogovarjamo. Ampak ja, ona dva se zavedata, vesta, kakšna je pač prihodnost, kaj morata narediti, kako ravnati z denarjem. Tako da ja, zelo sta oba dva varčna, zelo racionalna, ko govorimo o trošenju, nista impulzivna, zelo pretehtata vsak nakup, naredita research, domačo nalogo, preden kupita karkoli
prek spleta naredite res kompletno analizo trga, če slučajno lahko Vsak čas. dobite Ful kje dobro. kaj cenej. Ja, moram pa tudi povedati, da sem jaz obema otrokoma želela ponuditi to svobodo, zato sem obema tudi relativno hitro dala kartico. N26 ima starejši, mlajši ima Revolut kartico, in s tem v bistvu imata možnost tudi nakupovanja preko spleta, brez da bi mene vsakič spraševala. Jaz jima popolnoma zaupam. Je pa res, da moram še vedno, da jaz vedno vse transakcije tudi vidim. Tako da je še vedno kontrola. No. Drugače, a je iz te želje, da izobraziš, ne vem, tako mlade kot starejše, kot tiste, ko še niso tako zelo 100% sigurni v svoje osebne finance pa upravljanje, a se je zato začel podcast Money How? Ne. Podcast jaz sem, kot rečeno, jaz sem bila na financah 15 let, potem sem dala odpoved, ker sem se odločila, da želim živeti drugačno življenje in ne 15 ur na dan delati in po cele vikende. Zato sem pač šla tudi s financ. Včasih je treba pač, jaz sem drugače uživala v delu na financah, moje finance so bile moja strast, moram priznati, da sem ekstremno uživala v tem, zelo rada sem razvijala projekte, rada sem pisala članke, ampak enostavno pač nekje je potreba potegniti tudi črto pa reči, zdaj pa dovolj, jaz hočem za sebe pač drugačno življenje, imam drugačne cilje, ambicije, želje, včasih pač pride do tega, da prerasteš neko okolje in enostavno moraš pač iti. In potem so me začeli bralci mojih financ spraševati, pošiljati maile, dobivala sem res tega je bilo res ogromno in sem nekaj časa pač odgovarjala prek LinkedIna, pa osebno, pa klicali so me iz vseh možnih številk, so snemali pogovore, pa vse živo. Ojoj. Tega je bilo res veliko in potem so se začela vprašanja res ponavljati, pa sem pa rekla, okej, kaj pa če bi jaz vse nekaj naredila, zato da pač odgovorim vsem, ki bi jih to zanimali, in tako je v bistvu nastal Money How. Je pa tako, finančno opismenjevanje je v bistvu moja strast, to ni nekaj, kar bi jaz zdaj v bistvu na silo delala, to je v bistvu nekako je šlo z mano s financ naprej. In to se mi zdi, da tudi ljudi zelo cenijo, ta direkten pristop, iskrenost, se mi zdi, da nekako mi zaupajo, bom tako rekla, da sem zgradila tak odnos s svojimi poslušalci. Torej bil ta podcast zadetek utarno, ne? Mislim, ja, mogoče, ne vem, nisem nikoli razmišljala zdaj o tem na tak način. Jaz sem želela samo dati znanje ven in ko sem se pogovarjala tudi z ekipo Capital Genetics, kjer sem tudi zaposlena, tam so tudi taki zelo ambiciozni ljudje, zelo taki res neverjetno količino znanja, kako bi temu rekla, z bogato zakladnico izkušenj, in ko smo se o tem pogovarjali, pač enostavno so bili tudi oni za, tako da smo v bistvu skupaj nekako začeli to zgodbo. Ste sta tudi, če se ne motim, z direktorjem Capital Genetics začela Business Space? Ja, midva sva v bistvu razmišljala, da bi nekako se ukvarjala bolj s podjetniškim izobraževanjem, predvsem v smislu, kje lahko dobijo podjetja sredstva za financiranje različnih projektov, kaj so, ne vem, kako potekajo procesi združevanja ali pa prevzemov in podobno. Ampak ja, potem najprej smo začeli z Money How, potem smo pa v bistvu šli še tudi na podjetniško, recimo temu izobraževanje, to je pa 99 Problems. Jaz kot novinar sem vedno opazila, da ljudje se ne želijo pogovarjati o problemih. Oziroma želijo se pogovarjati o problemih in jamrati o problemih, ampak ne toliko, ko slišijo za rešitve, je pa tako, ja, okej, vse je v redu, saj vem, da obstajajo rešitve, ampak nekako ni to tisto, da bi šel zdaj tako, da bi skočil in šel z rešitvami, ne vem, ven, oziroma da bi poskušal svoje probleme reševati, lažje je jamrati, po domače povedano. Ampak s tem podcastom sva v bistvu hotela pač izpostavljati probleme in hkrati tudi rešitve. Tako da jaz v bistvu zelo rada govorim o problemih in mene je na financah blazno zmotilo to, ko se je enačilo probleme z izzivi. Ker to sta dve popolnoma različni zadevi in zdelo se mi zelo poniževalno do zaposlenih, da se na tak način v bistvu komunicira z zaposlenimi, da se zapakira
resen problem v nek izziv. Ne? Ker izziv mogoče pač ga rešiš ali pa tudi ne, problem pa jaz pravim, da je počena cev in počeno cev pa moraš popraviti. Pa tak odnos so imeli do odnosov znotraj financ ali tudi do člankov? Ne, to govorim na splošno, kot novinar sem opazila v številnih podjetjih, da se je pač to v bistvu prakticiralo. Problem je enako izziv, ne, ni. Problem je problem in problem je treba rešiti urgentno zdaj takoj, če ne nastane neka rakava tvorba iz tega in tega se pol ne moreš znebiti, ne. In to vpliva na vse v podjetju, na kulturo, na čisto vse in to se mi zdi ful škoda, da se nekako tako uničuje vzdušje v podjetju zaradi tega, ker pač en menedžer ne zna reševati probleme. Jože Colarič, predsednik uprave Krke, je lepo povedal: plačan sem za to, da rešujem probleme. Pika. To se mi zdi top. Zato je menedžer tam, da vidi, da poišče, detektira probleme in da jih rešuje. Ne pa, da se izmišljuje neke zgodbice, kako je lahko to neki izziv. No, tako. Zdaj, če se vrnemo malo nazaj še na Business Space. Kaj je tvoja vizija? Zdaj, to je 1 leto, ko tudi že delaš svoj podcast Money How in to je že zelo veliko epizod prišlo ven, z veliko dobrih epizod. Kaj vidiš za prihodnost z podcastom pa Business Spaceom? Kaj misliš, da gre? Ja, definitivno se mi zdi, da smo šele na začetku neke poti. Tako da, ja, možnosti je več. Ne vem, če sem danes pripravljena o teh možnostih govoriti, ne. Ampak ja, definitivno je kar nekaj možnosti razvoja, nadaljnjega razvoja tega projekta v več smeri. Definitivno se mi pa zdi, da smo šele na začetku te poti finančnega opismenjevanja Slovencev, predvsem mladih. Jaz mislim, da je ta pristop preko podcasta tudi mladim blizu, ker so pač blizu temu kanalu, tudi blizu YouTubeu, TikToku, Redditu, Discordu. Jaz sem na vseh teh kanalih in tudi imam zelo veliko bazo poslušalcev, ki mi sledi na vseh teh kanalih. Jaz sem v bistvu tudi zelo velik pristaš tega, da smo v dobrem in v slabem skupaj. Zato je v bistvu tudi nastal Discord kanal Money How, ker v bistvu si med sabo delimo izkušnje. Jaz verjamem v experience sharing model. Se pravi, da si ljudje med sabo delijo izkušnje, izkušenj je veliko, vsak mu ne paše, ni vse univerzalno, pač imaš več situacij različnih in je treba v bistvu prilagajati se situacijam. In če imaš en tak kanal, kakor je naš, ker si ljudje delijo izkušnje, se mi zdi, da je to lahko zelo velika dodana vrednost za marsikoga, ki je znotraj tega kanala. Ja, seveda, ker vsak lahko najde del svoje zgodbe v zgodbi drugega, ne? In si potem lahko tudi tako pomagajo. Čiste take realne rešitve, nič v teoriji, ampak samo jaz sem naredil tak ali pa jaz sem naredila tak. To deluje. Meni je tudi všeč to, da ljudje govorijo o napakah, kaj so naredili narobe, ker to se mi zdi pa, da je iz tega se največ naučiš. In v bistvu tudi pogosto opažam, ne samo pri mladih, pri vseh opažam, da se bojimo napak. Jaz pa mislim, da so napake edina pot do uspeha, ker če ti ne delaš napak, a sploh delaš pa. To zna biti po moje tudi posledica samega šolskega sistema, zaradi tega, ker se mi zdi, da je vsaka napaka, ki se naredi, ne vem, ali pri ocenjevanju ali pri delu v skupini, da je potem nekako, ne vem, fobija nastane iz tega. Kaznovan si zato, ker si drugačen, kaznovan si zaradi tega, ker pač drugače nekako interpretiraš neko pesem in ni v skladu ali pa po pravilniku nekega šolskega, ne vem, sistema ali ne vem, karkoli. Ja, jaz mislim, da recimo, s čim se zdaj mi ukvarjamo doma, ne, če sem lahko kar direktna. Moj otrok se bo zdaj se vpisuje v srednjo šolo. Točke za vpis so pomembne, ne. Ampak ocene dejansko niso merilo znanja. In mene to zelo boli, ker zdaj se seveda pač vsi se zdaj pač učijo, hočejo vsi imeti dobre ocene, da se lahko vpišejo na šolo, na tisto šolo, na katero se želijo vpisati, ne. Ampak to ni merilo znanja. Dostikrat opažam, to sem tudi na lastni koži okusila, da so ocene pogosto subjektivne. In to je v bistvu zelo, zelo narobe.
Pa zdi se mi tudi tako, da se preveč nekako poveličuje pridne in dol tiši tiste, ki mogoče so bolj kreativni v iskanju rešitev, pa nimajo toliko dobrih ocen. Jaz moram priznati, da sem se pogovarjala s številnimi najbogatejšimi Slovenci o njihovih ocenah, pa tudi z njihovim mamam sem se pogovarjala. Praktično. Ja, in so mi tudi povedali, da niso imeli najboljših ocen. Tako da ni to merilo uspeha. Pomembno je, kaj ti s svojim znanjem potem narediš. Ne? Je pa problem, da se ne moreš pol vpisati na želeno srednjo šolo ali pa na želen faks. Ne? Ja, čeprav tudi, če imaš tudi nekateri se pa vpiše na želeno srednjo ali pa na želen faks, pa vidijo, 2 leti noter, rajš ne, pa grejo ven in pa grejo nekaj drugega. Sem se mi zdi zelo pomembno, da si vsak mlad lahko tudi ustvari z to proaktivnostjo, kreativnostjo, za neko to, da imajo voljo narediti nekaj več, da lahko tudi sami ustvarijo svoje priložnosti, tako za delo, kot za specifično nišo študija. Ja, jaz mislim, da imate zdaj res neomejene možnosti. Če si proaktiven, če imaš željo, če si kreativen, jaz mislim, da imate neomejene možnosti. Ne samo delati v Sloveniji, ampak po celem svetu. Tako, točno to. Tako da ne smemo se omejevati na meje. To se mi zdi zelo pomembno. Seveda. Zdaj, če se vrnemo še čisto nazaj, ko si razlagala o tem, baza poslušalcev, velika pa vse to. Kaj si opazila, da v bistvu Slovencem najbolj primanjkuje pri finančni pismenosti, ozaveščenosti? Osnove, temelji. To, čiste osnove. Čiste osnove. Mi smo narod ekstremov. Ali gremo z denarjem v depozite na banko, ali gremo z denarjem v nepremičnine, ali gremo pa z denarjem v neke špekulativne naložbe, ker zelo na hitro želimo zaslužiti. Nekega sistematičnega ustvarjanja premoženja se mi pa zdi, da nekako kar primanjkuje potrpljenja za to. Vsi hočemo z danes na jutri. Dostikrat dobimo vprašanje, da so otroci navajeni na hipno zadovoljevanje potreb. A samo otroci? Ker recimo danes nam ponujajo banke hitre kredite. Cak pa imaš zelo na hitro lahko denar. Ali pa recimo, zakaj nekateri starši jemajo kredite za počitnice. Naprimer, za vse te stvari se da lepo sistematično varčevati. Ja, se to je. Si pa enkrat omenila, da pa smo Slovenci dobri z domačimi financami. Ne, z gospodinjskimi financami, torej domačimi. Gospodinjske finance obvladamo, prihodki minus odhodki, ampak to je, kot sem že večkrat povedala, absolutno premalo. Za neke dolgoročne cilje, kot je recimo varčevanje za pokojnino, pa to mlade zdaj sploh ne zanima, ampak jaz mislim, da bo to velik problem za mlade v prihodnosti. Zato pa v bistvu ni neznanje, nikjer ne dobimo tega znanja o investiranju, sistematičnem, pametnem investiranju. In to znanje je treba v bistvu si sam pridobiti, ne vzeti čas pa iti raziskovati. Ja, žal, tako je. Ja. Dejansko se je potrebno vzeti čas. Mislim, že sploh najprej moraš dobiti informacijo, da ta zadeva obstaja, pa da ti lahko nekaj narediš. In fajn je, da dobiš to relativno zgodaj. Če boš to dobil pozno, ne vem, v 30-40, ko boš 30-40 let, je v bistvu si zamudil najbolj vroči vlak. Če prej začneš več, imaš vedno to nekako ponazorim z valjenjem kepe po klancu navzdol. Če začneš na vrhu, se pravi, ko si mlad, valiti kepo snega po klancu navzdol, boš na vznožju imel res veliko kepo. Če pa začneš nekje na sred, boš pa imel bistveno manjšo. Tako da se mi zdi, da tudi ljudje potem tudi nekako najlažje razumejo. Ampak opažam pa, ko mladim to razlagam, te cilji so za njih toliko oddaljeni, da recimo za dijakom sem predavala konec leta o osebnih financah, o upravljanju denarja. Vsi so rekli, zanima me varčevanje, zanima me, ne vem, tudi nakup stanovanja, pa take stvari. Ampak oni
pa, ko smo šli pa v globino, sem pa hitro ugotovila, da bolj jih zanimajo in bolj so motivirani za kratkoročne cilje. Se pravi, ne vem, kako iti na potovanje s prijatelji ali pa recimo, kako financirati študentsko življenje potem, ko bodo na faksu. Enako pri študentih ugotavljam. Recimo, pri študentih sem opazila, da je izredno velika stiska zaradi stanovanjska stiska, se pravi, kako kupiti stanovanje, kako najeti stanovanje. To precej študente mori, no, moram priznati. In marsikateri študent je v ful veliki stiski zaradi tega, ne. In kaj je tvoj nasvet študentom, ki jih mori finančna stiska? Začeti je treba migati, začeti se je treba izobraževati, spoznavati vse vidike financ. Mogoče se to komu, sploh puncam se to zdi blazno dolgočasno, ampak obljubim, da ni, res ni dolgočasno. Investiranje je lahko zelo zanimivo, sploh če investiraš v stvari, ki te zanimajo. In potem seveda žanješ lahko lepe rezultate čez nekaj časa, ne more vse z danes na jutri biti, ne. Veliko mladih tudi spoznavam, ki želijo zelo na hitro zaslužiti, pa v tem tudi zelo veliko denarja izgubijo. Tako da tukaj se je treba zavedati tveganj. Investiranje ni nič drugega kot obvladovanje tveganj. Pa treba biti potrpežljiv, pa kdaj ugrizniti jezik takrat, ko je treba, pa zdržati, ne? Ja, sploh takrat, ko tečaji upadajo, takrat je treba pač ohraniti mirno kri, stopiti korak nazaj, globoko dihati, se zavedati, da prihaja pač neko burno obdobje, ampak da bo pa še tudi v bistvu obdobje rasti. Mogoče takrat, ko so tečaji, ko padajo tečaji, je bolj to je tako, kot imamo razprodaje v trgovinah. Ko imaš ti 50% popust, je ful fajn iti v trgovino kupiti eno obleko, a ne. Zakaj pa ni fajn iti na borzo takrat? Dobro vprašanje. Pa tudi FOMO se mi zdi, da mlade včasih, ker slišijo od vseh različnih delov, kot ne vem, investiraj v OnCrypto ali pa investiraj v NFT, zdaj je nova stvar, ne. In pol so tako, ja, kaj pa če jaz ne, pol pa jih je strah in pol hitro grejo v nekaj, pa ne premislijo čisto dobro, ne. A veš, kako je, če te celo življenje strah, pol nič ne narediš, ne. Tako da v življenju je treba tudi včasih malo tvegati. Sploh, ko govorimo o doseganju nekih dolgoročnih ciljev, se mi zdi, da brez tveganja tukaj ne bo šlo, no. Se mi pa zdi ful dobro, da res uporabljaš vse te možne platforme za širjenje finančne pismenosti. Še posebej me zanima TikTok. Kakšna je tvoja strategija na TikToku? Ja, tam objavljam pač te minutne ali pa 3-minutne videe, klipe iz podcastov. Največkrat objavim stvari, za katere vem, da bo pač neko zanimanje, bodisi je to vezano na kripto, na investiranje ali pa stanovanja. Zelo imam burne reakcije vsakič, ko objavim nekaj na temo nepremičnin. Sploh, ko so kakšne raziskave, ko kaže nadaljnjo rast cen, pa kje smo, pa da so rekordi, takrat se ljudje kar razburijo na TikToku. Pa recimo zelo jih bremeni tudi plača. A ne, zaradi tega, recimo imela sem enkrat eno objavo, ker sem rekla, da mladi valjda želijo čim višjo plačo, ampak jaz mislim, da je največji problem plač ta, da v bistvu mlad človek sploh ne ve, ko pride na razgovor za službo, kaj lahko pričakuje, ker plače niso javne. A ne? In ful je fajn, da zdaj obstaja cel kup nekih spletnih strani, ker imaš možnost vpogledati, kakšne so plače po posameznih regijah, pa ne vem, po posameznih poklicih, pa glede na nivo, na tvoj nivo, ali si začetnik, ali si malo senior kader, ne, tako da dobiš te informacije danes, sam pač moraš vedeti, na katere linke moraš klikati, ne. Ja, to ful folka ne ve na splošno, kam iti pogledati stvari, zaradi tega, ker je res internet tako obsežna stvar, tako polna vseh možnih informacij, da se zelo hitro lahko izgubiš v vsem tem morju vsega. Ja, saj obstaja, moja plača, plače.si, tako da to je kar nekaj. Tudi če tipkaš plače po poklicih, dobiš cel kup nekih zadetkov, no, tako da se poiskati, samo znati moraš googlati. To je pa digitalna pismenost. No, tako. In zdaj za konec bi pa rekla, da če bi, ne vem, dobila predavalnico študentov pred sabo, tako si po moje dobila že milijonkrat, kaj bi bila res tista tvoj glavni nasvet za vse zdajle, če pojma nimajo finančni pismenosti, kaj bi bil tvoj nasvet za njih? Pa pojma nimajo finančni pismenosti. Pojma nimajo.
Ja, nič, začeti je treba poslušati Moneyhow, evo, to bi rekla. Ne, definitivno se je potrebno izobraziti, zaradi tega, ker bo to zelo vplivalo na tvoje prihodnjo življenje. Moramo vedeti, da vse, kar se nam zgodi v življenju, je zelo povezano s financami. Prvi nakup stanovanja, prvi otrok. Marsikdo mi reče, ne morem si privoščiti otroka. Marsikdo reče, ne morem si privoščiti dati odpoved, recimo, pa hodiš ves nezadovoljen v službo. Tretjino življenja hodimo v službo, zakaj bi bil nesrečen v službi? Potem seveda upokojitev, ločitve so pogoste ravno zaradi denarja. Tako da vse se vrti okrog denarja in jaz mislim, da bi bil moj nasvet, naj te začnejo kmalu zanimati, ker boš kmalu prišel v neko finančno stisko in boš mogel, ali pa ne stisko, neko finančno rešitev boš mogel zase poiskati in boš takrat to znanje krvavo potreboval.